Ko smo objavili zgodbo o Fordovem sistemu ProPower, so me prijatelji zasuli z vprašanji. In seveda govorimo o sistemu, ki z elektriko napaja zunanje porabnike, kar iz baterije tega avtomobila. In seveda vprašali so me, ali je možno med vožnjo polniti tudi takšna gorska e-kolesa. Torej, v teoriji ja, seveda lahko, ampak dajmo to preizkusiti v praksi. En polnilec je že vtaknjen v avtomobil, zdaj priklopim še drugega, tukaj imam namreč 2 vtičnici. Torej 670 vatov moči, kot jih želita ti 2 električni gorski kolesi, zapolnjene svojih baterij, nista prav noben problem za tega Forda Rangerja PHEV. Namreč, kot vidimo, ima na razpolago kar 2300 vatov. Je pa res, da seveda za to, da lahko večje moči polni, Ranger preklopi v način generatorja. Se pravi, v tem načinu tudi bencinski motor pomaga polniti baterijo. Seveda, razlog je v tem, da Ranger je pač stroj za težko orodje, za heavy duty rabo, za zahtevnejšo rabo, zato je tudi zgrajen tako zelo trpežno. Torej, če je Ford Ranger heavy duty, to pomeni, da dajmo tudi heavy duty stroje priklopiti van in jih polniti. No, seveda, ta kolesa so heavy duty tudi, ampak v nekem drugačnem smislu, ne v smislu te električne baterije. Je pa ena stvar, ko sem brskal po internetu, sem naletel na seveda vprašanje, ali bojo te konektorji med vožnjo zdržali. In kot so mi rekli prodajalci teh koles, s tem ne bi smelo biti noben problem, tudi treslaji, ki tukaj pri taki makadamski vožnji nastanejo. Seveda je tako, zato ker je danes suho vreme, namreč če bi bil dež, pa verjetno se jaz za polnjenje električnih koles med vožnjo sam osebno ne bi odločil.